zdajšnjih časov. Vreme nam je danes malo zagodlo, imeli smo vse lepo pripravljeno, vendar pa vetrček malo, potem pa škrape, da nam vse podrlo, ampak nekako so vse uredili. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na Pleteršnikovi domačiji. Nekateri ste verjetno prvič, nekateri ste že velikokrat bili, ampak naj bo ta današnji dogodek tudi počastitev praznika krajevne skupnosti. Zato prvi vas tukaj pozdravljam predsednika krajevne skupnosti Pišece, mladega fanta Cvitnega Hripšek in pa podžupanjo, tudi na malo naše gore list Pišec, gospo Mojco Florjanič. Zraven je pa še njena mama, moja sošolka z osnovne šole Pišece, slavnih Streličev, dolgoletnih ravnateljev. Ker vem, da ste vsi željni lepe besede, krasne muzike, bomo govor bolj kratek. Vendar pa ne morem mimo našega Pleteršnika. Ko sem danes brskal po arhivih, sem našel, pogledajte, kak čudovit listič. Rud, ti se bo spomnila, na ciklostil smo ga delali v osnovni šoli Pišece. In naši otroci so v Narodni univerzitetni knjižnici Ljubljana izbrskali Pleteršnikove misli. Vsi vemo, da je bil Max Pleteršnik velik stvaropisec. To je evropskega kova. Slavijo ga na slovanskem področju kot na germanskem. Vam lahko povem eno anekdoto izpred časov, ko je bila ena družina iz Ljubljane pri nas na obisku, Pleteršnikova domačija, in potem preromala Pišece eno krasno pisance, jaz sem se nekdo pa zdaj piše na Pleteršnikovo domačijo. In se seveda najprej lepo zahvaljuje za lep pogled in za to vodenje in na koncu pravi, da je bila pa čez 2 dni prav presenečena, ko je na avstrijski televiziji, Österreichische 1, jaz tam samo angliška, ampak tako je pisala, bilo govoril en dialektolog germanski in je omenjal besedo cedra. Mogoče ve kdo, kaj pomeni cedra? Kako? Ja, drevo, ampak še nekaj drugega, pomeni tudi pipa. Lesena pipa, iz cedre narejena lesena pipa. Ampak to naš konec, bohinjski konec, to uporablja to besedo še danes, to je takvidna lesena pipa. Jaz se pa spomnim, pa dej vrži že za en krug stran. No in pa je omenila, in je ta potem omenja Pleteršnika, da je že Pleteršnik omenjal svojem Slovanju. To se pravi, vse posod ga poznajo. Ampak Pleteršnik ni bil samo stvaropisec, kot se nekaj, tudi velik domoljub. On je napisal krasne misli domoljubne, v istem času, ko so Slovenci bili najbolj potrebni poguma za obstoj naroda in za obstoj slovenskega jezika. To je bila druga polovica 19. stoletja, ko je bilo v Sloveniji najbolj razslojevanje. In danes slišimo toliko krasnih govorov tega in onega. Vsi govorijo toliko, ampak jaz sem odkrito povem, naredi se pa ne veliko na tem področju. Pa samo to, mi se bom prebral. Kdor hoče, da mu bo rodbina slovenska, mora skrbeti, da bo slovenska beseda, da bo slovensko mišljenje gospodovalo v njej. Ne nazadnje tudi ena misel, da je mati nosilka rodbinskega življenja in narodnosti tudi, ker je materinega jezika se vse oklepa. Otroci in je bolj tankočutna do teh besed, pravi in ne nazadnje imamo materni jezik, to je za nas slovenski jezik. Naši rojaki, pozdravljam naše rojake, Žoržeta, potem tudi ženo iz, pa tudi goste Zidanice, ki prihajajo vsako leto in se učijo slovenščino v tujini, pri nas pa izpopolnjujejo svoje znanje. In to je Pleteršnik. Tako. Zdajle bomo zvali malo govorancev, še vseeno prisluhnili. Primož, prosim, če še ti pozdraviš, pa še izzoveš podžupanjo, potem pa sledi program. Prosim, Primož. Hvala za besedo. En lep pozdrav še v mojem imenu, po imenu krajevne skupnosti oziroma sveta krajevne skupnosti. Jaz se zgodbo so že, bom rekel, ravnatelj bil še povedal, danes predsednik tega društva, s katerimi se jaz poznam že od mojega, to je tudi Rud, učiteljica moja, ima profesor za slovenščine, ki pa
slovenščina glih ni bil moj predmet, no, ki bi bil, da bi se lahko hvalil s tem, no. Ampak ne, jaz se jemo tako, ko sem spise pisal, šelinava doba napake bo pa veliko, no. Ampak ne glede na to, res je, krajevni praznik je proti zaključku, jaz se zahvaljujem vsem vam, kateri ste sodelovali, ustvarjate zgodbo v Pišecah, ne samo v tem krajevnem prazniku, v soboto se nadaljuje z veselicem 19. julija, ko pa nek zaključek tega krajevnega praznika z koncertom, ne v gradu, ampak pod gradom za Primožem Urbančkom, tako da tudi takrat in v soboto vsi skupaj vabljeni. Kar se tiče samega grada, mogoče kakšna taka kratka beseda, smo tik na ciljni ravnini, datuma še ne bom odkrival, ko prišel do tistega vrhunca, ki se ga vsi želimo. Bilo je 4 leta dolge poti, da smo prišli do tega kljub nekaterimi nasprotjem, ampak ne glede na to, kje je volja, je pot, je moč in je nam vsem skupaj uspelo. Tudi v 4-letnem mandatu v Pišecah ni bilo vedno vse lahko, ni bilo vedno vse, bomo rekel tako, ravno neka avtocesta, ampak se rečem, sodelovanjem z društvi, s posamezniki, pa mislim, da smo spet tisto, kar smo si na začetku želeli. Bilo je malo skeptičnih stvari na začetku, ampak ne glede na to je nam uspelo in jaz sem vesel, da smo danes tudi jezikoslovec, ki ima velik pomen, ne samo šolo, tudi vse ostale ustvarjanja, ki jih je kot jezikoslovec naredil in naj bo to pobuda za naprej, predvsem ta mlad rod, ki prihaja za nami, no, kljub temu, da nisem bil v slovenščini nek dober, ampak vseeno imamo jezikoslovce, ki naj se širši pomen. Tako da hvala vsem, pa srečno še naprej in upam še boljšega dodatnega sodelovanja še naprej. Hvala. Primož mi sicer ni izzval, ampak sem šel. Za razliko od njega moram jaz povedati, da je bilo pa slovenščina zmer moj prvi predmet. Zato so to vrstni dogodki zmeri meni najljubši in tudi najrajš se udeležujem teh dogodkov in to vrstnih. Moram reči, da sem danes slišala eno tako lepo stvar, na katero ste Pišečani lahko posebej ponosni. Poslanka mi je rekla, da je nekdo pohecal v Ljubljani, če imamo še kako drugo krajevno skupnost kot Pišece v naši občini. Zaradi tega, ker so vse ker je toliko objav z te krajevne skupnosti, ker se tukaj dogaja za krajevni praznik, da se že o tem govori v Ljubljani, tako da vse pohvale vsem vam. Jaz moram reči tako, da na to vse, kar imamo tole pri nas, bogatega jezikoslovnega, smo lahko ponosni še pa še in to v teh časih moramo toliko bolj čuvati. In jaz sem preponosna na to, ker ravno vsa ta društva, ki jih imamo, tudi to današnje danes tukaj in še vsa ostala, znajo res temu dati en prav prizvok in eno pravo težo. Jaz bom rekla, tako bom še malo podaljšala, kar se Primoževega govora tiče v tem delu, ki se nanaša na grad Pišece. Tako je, na ciljni ravnini smo. Jaz upam, da nam bo uspel tale ulet do konca, o katerem že par let govorimo. Jaz mislim, da bom poleg vas ena mogoče najbolj srečnih, ker to je res en tak biser, ki je bil do zdaj zaprt in ki v bistvu ni dobil prave konotacije, jaz mislim, ali pa ni bilo prave volje. Vse v bistvu vseeno. Mi smo tik pred odprtjem teh vrat, jaz upam, da se bojo meseca septembra odprle, ne bomo pa datuma povedala Primoža, to naj bo presenečenje. To naj bo podaljšek vašega krajevnega praznika. Jaz vam želim vse dobro, pridite še na vse druge dogodke, mi hodimo redno, tako da uživajte, še posebej v današnjem večeru in bodite ponosni na svoje Pišece. Hvala. Pišece preljubi naš kraj, za nas si zemeljski raj. Deželica sončna si to, prav radi smo tukaj doma. Pod Orlico goro ležiš, Pišečke golice krasiš,
babišička si vas, tej cerkvica zlatje okras. Vinogradi tukaj zori, marilice žlahtne diši. Široko naš svet je odprt, v nebiško modrino zazrt. Široko naš svet je odprt, v nebiško modrino zazrt. Še v duhu nam mlini pojo, ko vaško vrti se kolo. Orožen pa rožer slavi in slomček na gradu uči. Besedilo napisal Ivan Gričnik, Anton. melodijo Anton. Morate pa narobe napisal. Ja, dobro. Melodijo pa Elizabeta Križanič. Bravo. Da so Pišece res izjemen kraj, pove podatek, da je bil pisec besedila samo enkrat tu, pa so ga tako navdihnile, in da tudi Elizabeta izhaja iz Medžimurja, pa jih je tako natanko začutila v melodiji. In tudi množico drugih je posvojila. Tudi mi, ki smo nocoj tu, pred to veličastno Pleteršnikovo domačijo. Prisrčna dobrodošlica vsem in v želji, da bi preživeli prijazen in bogat večer, prepuščam besedo v pesmi Pleteršnikovim pevcem. Pred hiško sedim in daljavo strmim, kjer zvizdno nebo ožarja zemljo. Vse proč krepeni, vse v mesto hiti, vse ustavil je čas za dom in za nas. Pred hiško sedim, se potiho solzim, nemočen sem sam, mi podira se hram. Ni mladih več dni, ste otroci odšli, po svetu okrog, naj spremlja vas Bog. Prepričana sem, da se je v teh pesmih tudi sam veliki človek malega pišeškega kraja, Max Pleteršnik, zagotovo hvaležno, pa mogoče čisto malo zaskrbljeno nasmehnil. Ko besede z roko v roki hodijo z melodijo, v nas porajajo posebne občutke. Bogastvo lepega ima silno moč in se nam vtisne v spomin za dolgo časa, včasih za vedno. Nocoj bo spet z vami beseda, literarna sekcija Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Njene članice in člani bomo spletli besedno mrežo preteklosti in sedanjosti, vsega tistega, kar smo doživeli in kar živimo. Ne bomo se posebej predstavljali, ne bomo naštevali, naj govorijo naša dela, naj povem samo, da nastopa Karmen, Drago, Špela, Rudi in moja malenkost. Lep dober dan, dober večer vsem skupaj. No, jaz bom v sedanjosti. Lahko bi vam povedala kaj bolj umirjenega, morda malo žalostnega. Pa sem se odločila, da ne, pa saj večina me poznate, pa veste, na kakšen način delujem.
Predstavila vam bom mojo družino žival. Namreč pri nas doma prevladuje ženski kader. Torej se ve, kdo v naši bajti nosi hlače, načeloma uradno naj bi jih jaz, ampak priznam, da imam stroge gospodarice okrog sebe, take zelo kosmatimi nogami, pa malo več je teh nog, ne samo dveh. No, grem lepo po vrsti, da ker ne bo kakšne zmešnjave. Torej, prva je to gospa Snežana. Zdaj vse je odvisno od nje same, kako jo pokličem. A je to Snežka, Nežka, Snežinka ali pa Snežana? Gostilniška je napotnik. Takrat še nismo imeli teh fancy vrat, ko jih imamo sedaj. Imamo strahotno noblih vrata, s tistimi ključki, tik, 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 nimamo pa zvoncev, tako da v naš blok živa duša ne more. Smo zelo varni po ta novem. Skratka, letim jaz takrat po noči na podstrešje tam, ježešna, malo črno nebo gledano bitje, ali drlo se pa ko jeska. Glede na to, da je lepo vreme, bi vas jaz povabil na fijakarja. Zdaj, če nekateri morda še ne veste, fijakar je bil prevozno sredstvo oziroma taksi v Ljubljani v začetku 19-20 let, recimo tako nekako. No in fijakar je bil pač naziv za gospoda, ki je sedel lepo na kočiji in imel spredi konja in igral vlogo taksista. In takrat je živel tudi Frane Milčinski Ježek in on je to velikokrat srečal, videl in tako dalje. Potem se mu je pa porodila misel, kaj če bi jaz tega fijakarja malo povprašal, kako se z njim dogaja, kaj je vse doživel in vse tiste dogodke potem izbral iz tistih mnogih dogodkov, je potem izbral na 2-3 najvažnejše in jih opisal v knjigi z naslovom Spomini ljubljanskega fijakarja. No, naš pokojni Branko Bogovič je dobil to zgodbo v roke in je rekel, glede na to, da mu je risba bila drugi poklic, je potem krasno upodobil celotno zgodbo in če se mi bo posrečilo, če se mi bo zataknilo, se pač bo, vam bom povedal, kako in kaj je to bilo. Torej, zgodba ljubljanskega fijakarja. Sem dal pa špegle dol, ki pa boljše sliši. Jaz in moja staro kljusete v ljubljanščini se rada spominjava tistih cajtov, ko aktivista sva bila. Jaz sem se s cilindrom klajnal, Fuchs je pa pred mano stal. Kadar sem pa kundschaft dobil, eno sem mu z gajzlo dal. Hija hod, staro kljuce, hija ho, mal potegn, pa bo šlo. Če se vzdržil, pukta smrt, na vzdobu nič za žrt. Hija hod, staro kljuce, hija ho, mal potegn, pa bo šlo. Enkrat sem na Birmo vozil. To je bila pa huda reč. Botrca je bila debela, široka kukor kmečka peč, gor na voz, na nobena viža se ni mogla skobacati. In kaj sem hotel? Kaj sem mogel drugega? Sem pomagal ji odzad. Hija ho, staro kljuce, hija ho, zdaj bo šlo pa bolj težko. Če ima kdo 120 kil, naj na fijakarja ne sili. Hija ho, staro kljuce, hija ho, sej mogoče bo le šlo. Na vesel način, drago, to poveda. Jaz sem to skušal nekaj bolj veselega prebrati, samo tako dalč me ne bo uspel, ko je ne. Tako veselo. Ja, je probo bom nekaj, nekoč je imel službo. Imela je eno samo napako in ta je bila, da je moral biti na delovnem mestu točno ob 6. Zaradi te malenkosti je vzel delovno knjižico in nekaj dni se je počutil prav imenitno kot ptica, ki je spočena z kletka. Kdo pa je še videl, da bi človek obstajal v 5?
a ker ga je nekaj delovnih navad iz obdobja, ko je še hodil v službi le držalo, je šel delati v zadružne hleve. Tam so ga na začetku malo bolj po strani gledali, ker je prihajal v hlev tedaj, ko se je prebudil. Vendar so se sčasoma navadili na to, saj jih ni bilo veliko, ki bi se pulili za njegove gnojne vile. Krave pa kot krave, njim je bilo itak vseeno, kdaj jim je skidal gnoj izpod riti. Potem je šlo v bližini nekaj podjetij v stečaj in je bilo kar naenkrat še preveč rok, ki so se grabežljivo stegnile za njegovimi gnojnimi vile. Glasbeno gostjo pretežno že vsi poznamo, saj nas je leto nazaj razveseljevala s svojim glasbilom, ki je kakor nalašč za tako prireditev na tem posvečenem kraju. Ana Jagrič. Danes z vami delila nekaj svoje poezije in nekaj svoje krajše proze. Avtoportret. Sem čista energija. Iz najzgodnejših jutranjih sončnih vzhodov stekleno prizmo zbrana. In ko me pobožaš po licu, ti zavre kri v glavi. Sem paleta barv, kontrastnih razpoloženja na razstavo življenja dana. In ko me postaviš v kompozicijo, izgubiš proporce. Sem svoja poezija, iz bodečih misli v tapisarijo vsakdana stkana,
In ko me prebereš, stopim pred te naga.